Kaj pa je s Twitterjem narobe, si tako malo izginil? Ja, prenasičil sem se ga, čisto tako, ker sem se ujel, da živim samo še digitalno, pravzaprav sem doma v sobi za kompjuterjem in da vsa ta moja socialna komunikacija ne poteka preko tipkovnice. Ne, in to je malo nekako v enem momentu me, daj malo se probaj odklopiti. In sem se odklopil. Zdaj pa tako občasno se spet, še vedno spremljam, Twitter mi je še najbolj priljubljena moja zveza z spletom. Ampak nisem pa več toliko živ, zato ker je itak tega preveč. Zdaj pa, ko enkrat Twitter uporabljaš leto, dve, ne, naenkrat vidiš, da slediš toliko enim ljudem, da vrata vse skupaj en šum, ne, veš. In potem sem imel eno akcijo, doma sem odfollował vse žive ljudi, ki se mi je zdelo, da jim pa ni treba njih slediti, in tako da imam zdaj en izbor narejen. In tebi seveda sledim, Tomič. To sem čakal. Ja. Malo probam se omejiti. Ker je pravzaprav tudi to postala neka droga, ne? Veš, neka odvisnost, ne? Da je tako hipnotično. Ekran je, svetlečje, doma sem ponavadi najraje zvečer za računalnikom, si naredim temo in potem je seveda v moji sobici samo en osvetljen ekran, v katerega zrem in me noter vleče, veš, in je hipnotičen. Tako mečkan se zna biti nevarno. In tudi mislim, da psihologi že pritrjujejo že nekaj časa, sploh v zvezi z mladino.